Lep pozdrav v zadnjih Digitalijah letos. Z mojima gostoma, Lenartom in Matjažem, bomo pogledali nekaj, dajmo reči, ne najbolj zaželenih, ampak naših najljubših božičnih, prazničnih daril sveta tehnologije. Ta robotek je pa v bistvu tukaj zato, ker bomo poskušali malo olajšati ta decembrski stres pri nakupovanju daril. To je ena stvar, ki pride v kinematografe mislim, da v naslednjih dneh in so naredili en tak simpatičen robot. Ki je sicer popolnoma neuporaben, ampak je pa zabavno reči, če imate slučajno tako približno 200 € odveč. Ena od teh stvari, ki se mi zdi, da ko jo daš iz škatle, jo par ur sprehajaš, preganjaš mačko z njo po stanovanju, recimo, pa po nekaj dneh verjetno obleži v škatli ali pa v enem kotu pozabljena. Ja. No, saj, podobno bo verjetno tudi s kakšnimi dodatki za telefone. En zanimiv dodatek, ki sem ga jaz opazil v letošnjem letu, zgleda kot običajna tehtnica, razen da nima zaslona. Kje pa je zaslon? Zaslon je pa na našem mobilniku. Se pravi, na mobilnik prenesemo aplikacijo za Android ali pa za iOS. No, ampak kaj drugače tehta pol ta tehtnica, kot če bi imela tukaj zaslon? Čist nič drugačno, ampak kar je pa dodana vrednost tega je pa ta, da ima aplikacija na telefonu cel kup receptov, ki ti točno pokažejo, koliko kakšne sestavine potrebuješ. In če imaš slučajno manj, kot jo zahteva recept, ti tehtance v skladu oziroma skupaj z aplikacijo prilagodi celoten recept. Se pravi, da ne bojo palačinke preveč vodene, če nimamo moke, recimo, ampak bojo glih pravšne. Tako da to je spet ena IoT, ki je šel v kuhno. Še en dodatek za telefon lahko menimo, ker vemo, da baterija slabo zdrži in to, ker recimo taki ovitki, kot je tale OtterBox. Dodatna baterija, sicer stvar seveda veliko težja, pa tudi ta ovitek ni tako zelo pocen, ker enih 100 € stane. Imaš ti kakšnega večjega robota še? Imam tudi, se to smo veliko hotel vprašati. Kaj mislite, katerih robotov je trenutno največ na svetu? A so to oni avtomobilskih fabrik, kak švasajo, a so to kakšni drugi? Jaz vem, da ni tazga, da ni veliko takih, ki bi recimo meni doma na kavč prinesel hladno pivo z hladilnika. Ne, ampak so pa taki, ki ti pod kavčem od spodaj šibajo okrog in te malo motijo, zato ker hočejo posesati. Ja, uradno ne bi bilo največ takih robotov na svetu in to je teh robotskih sesalcev. Tale ti tako hitro ti posesa površine, ki jih tudi sam hitro posesaš, medtem, ki tisto sedmice pa matraš, se pa tudi ta matra. Prihaja ena naslednja generacija, mislim, da že v naslednjih mesecih, ki bo imela pa celo Wi-Fi connectivity in ga boš lahko upravljal preko aplikacije. Se pravi, boš sedel v službi, ali boš imel kot namesto avta na daljince. Ja, tako ja. Ena stvar, ki je bila letos meni tako zelo všeč, je takle računalnik, takole v ključku HDMI. V bistvu ga lahko kjerkoli monitor ali pa TV, ki ima vhod HDMI, preklopiš in imaš v bistvu računalnik lahko ves čas v žepu. Za 150 € približno je tole, se mi zdi kar v redu zadeva. Ure so popularne, niso še toliko popularne, njih sigurno še toliko pametnih ur, kot je nekih robotov z uporabno vrednostjo, ampak ure so tukaj, zdaj, oblike kvadratne. A so že tako daleč, da jih lahko v bistvu dejansko priporočimo za daril? A si to že upamo? Lani si nismo. Mogoče bolj kot lani. Ja. Ker so vsaj ratale lepše, bolj tanke. Ja, tako. Bolj uporabne, še vedno pa mislim, da ura ni tisto, kar bi bilo neko masovno darilo. Je za tiste, ki si želijo biti nekako tehnološko v času ali pa mogoče par stotakov viška v denarnici. Ja. No, pa še en majhen dodatek lahko omenimo, tale Google nov Chromecast, to je spet nekaj, kar gre v HDMI. In pa čez tole lahko na televizijo v bistvu pripeleš razne vsebine. Kakšna je pa razlika med prvim in drugim? Ta vem, da deluje z iOS-om. Za prvega nisem čisto prepričan, če je deloval, sicer je nabor funkcionalnosti malo drugačen kot pri Androidu, se pravi manj stvari lahko, ampak vem za slike, video in audio, da se da brez problema prenašati za televizijo. Stvar je dostopna, mislim, da je 39 $, oziroma evrov. To so bila nekako naša priporočila. Mislim, da smo odprli vse škatle, ki jih imamo tukaj. Ja, odprli smo vse škatle, predstavili smo vse, kar smo mi na hitro našli. Kaj mislite, da bomo naslednje leto ob tem času lahko napovedovali, kaj bo novega, a bojo roboti, bojo bartenderji, a bomo imeli... Jaz računam, da bi bila lahko še kakšna ta
čelada ali kaj takega, da bomo ljudi še malo bolj osamili, kot so že. Ja, Se pravi, virtualna realnost. VR Absolutno, sigurno, ja. robotov še več. Se pravi, bomo imeli in očala, in kamere. Tako da vam želimo veselo nakupovanje, čim manj gneče v trgovinah, pa seveda vesel Božič in srečno novo leto. Lepe praznike. Enako, pa čim manj nepotrebnih nakupov.